Pozdravljeni. Danes je na vrsti tisti običajen tedenski komentar novic, ampak namesto, da bi bil objavljen v sredo, bo v petek, ker sem dal prednost predstavitvami bolidov in mislim, da je pri tem ni nič napačnega. Komentar novic bo seveda potekal po tistih ustaljenih tirih. Ukvarjali se bomo s 4 različnimi sklopi. Vire boste kot ponavadi dobili navedene v samem opisu, ukolikor koga zanima, kaj je pisalo v originalu. In opozoriti vas moram, da tokrat se bomo ogromno ukvarjali z zadevami povezanimi z ekipo Haas, ampak čisto slučajno. Dodati moram, da tiste zanimive novice, katere bom obdelal danes, so se zgodile pravzaprav v zadnjih dneh. In da na začetku se bom ukvarjal s temo, katero najraje ne bi poudarjal, a mislim, da potrebuje izjemno oster komentar. Poglejmo si skupaj, zakaj gre. 4. marca smo lahko na uradni spletni strani Formule 1 opazili predstavitev nove barvne sheme bolida ekipe Haas. Tisti pravi bolid bo pokazan javnosti šele 12. marca, zato bomo z analizo počakali do takrat. In kot smo vsi opazili, je bolid bele barve, kateri so dodali modro in rdečo. Nekatere spominja na rusko zastavo, a gre za barve, katere so nekako prišle skupaj z glavnim poimenskim pokroviteljem Uralkali. In seveda pokrovitelj je povezan z Nikito Mazepinom, a ni on. Zakaj je to tako pomembno, bomo videli v nadaljevanju. Najprej kratka zanimivost. Tako v ekipi Midland, katera je uporabljala rusko licenco, kot Maruši smo videli bolide, katerih barvna shema je bila čisto nekaj drugega od te, ki so jo pokazali pri ekipi Haas. V prej citiranih primerih je šlo za črno-rdečo barvno shemo brez tiste trobojnice, tako ali drugače vpeljane. Če pogledamo tisti starejši pravilnik, kateri obdeluje nacionalne barve, je ruska barva rumena s črnimi številkami, kolikor sem prebral pravilno. Težave so se začele, ko se je pritožila WADA nad poslikavo bolida ekipe Haas. WADA je mednarodna protidopinška agencija, katera je dosegla, da so ruske športnike dobesedno prisilili, da na mednarodnih tekmovanjih ne smejo uporabljati svoje zastave in nobene kombinacije v vezi z besedo Rusija. Težava je v tem, da Nikita Mazepin je voznik ekipe Haas. Ekipa Haas uporablja ameriško licenco. Nikjer ni prepovedano uporabiti kombinacije bele, modre in rdeče. Kar se tiče tistih nacionalnih zastav, je jasno v pravilniku Formule 1 zapisano, kako in kaj. Te so ločene od barvne sheme in tu vidimo lep primer na pred kratkem predstavljenem bolidu ekipe Aston Martin. Seveda, mnogim gre v nos, ker Nikita Mazepin je Rus in glavni pokrovitelj ameriške ekipe Haas tudi prihaja iz Rusije. A mislim, da se gremo malce dvojna merila. Kajti, če nekoga moti kombinacija bele, modre in rdeče, zakaj se nihče ni pritožil nad bolidom ekipe Alpine? Ta je sicer moder, bel pa rdeč, ima ruskega rezervnega voznika Danila Kviata in v mojih očeh, kar se tiče pravilnika Formule 1, je v istem položaju.
Zakaj pokrovitelj ne sme vsiliti ekipe svojih barv, meni ni jasno. In sedaj bodo prišli na površje tisti, ki bodo rekli, saj to vsi vemo, da gre za rusko zastavo. Po drugi strani bi vas rad spomnil, da tudi ko smo videli črtne kode namesto napisa tobačnega pokrovitelja, smo vsi vedeli, zakaj gre, a nihče se ni pritoževal. Težava je v tem, da na koledarju svetovnega prvenstva 2021 imamo tudi dirko, katera se bo, upam, da zgodila v Sočiju, kjer še danes ne vem, velika nagrada koga bo. Bo velika nagrada Sočije? Dvomim, da bo velika nagrada Rusije. Kakšno himno bodo igrali? Vidi se, da nekateri se gredo bolj politiko, kot da bi skrbeli za šport. In to je proti mojim osebnim načelom. V našem drugem sklopu se bomo pa pogovarjali o izjemno zanimivi novici. 4. marca na spletni strani crash.net sem zasledil, da Pietro Fittipaldi, rezervni voznik ekipe Haas, bo dobil priložnost na ovalnih dirkah v Indijo z ekipo Dale Coyne. Praktično vskočil bo na tistih dirkah, kjer Romain Grosjean ni pripravljen voziti. Namreč predtem je že izjavil, da se ne počuti domačega na tistih ovalih, da so po njegovem prenevarni. In verjetno marsikdo izmed nas ga tudi razume. Prav tako 4. marca smo na angleški verziji motorsport.com lahko prebrali, kako so pri ekipi pripravljeni Romainu Grosjeanu ponuditi tretji bolid, tudi na ovalih, če bi se počutil. Zakaj je prišlo do tega? Namreč oba izhajata iz iste ekipe Haas, kot sem že poudaril. In verjetno Romain Grosjean čuti pritisk Pietra Fittipaldija, kateri je bolj domač v ameriški kategoriji in kateri bi ga lahko izjemno hitro nadomestil, če vrli Roman ne bi bil dovolj hiter na prvih dirkah v sezoni. Zanimiva situacija, o kateri bomo verjetno še govorili v prihodnosti. Pojdimo raje naprej k tretjemu sklopu. Na že citirani strani motorsport.com v angleškem jeziku smo 4. marca lahko zasledili zanimivo novico, vsaj po mojem mnenju je izjemno zanimiva. Namreč Jack Aitken ostaja rezervni voznik pri Williamsu. Verjetno se ga vsi spomnimo, kako je vskočil na mesto Georgea Russella na veliki nagradi Shakirja in po mojem osebnem mnenju je odpeljal izjemno solidno dirko. Zakaj je ta novica tako zanimiva? Ker vidimo v Formuli 1 trend, da se na to mesto rezervnega voznika postavljajo ljudi z talentom. Namreč pri Williamsu smo lahko opazili, da so verjetno zaradi finančnih sredstev vlogo testnega voznika zopet namenili Nissanju. Ta je sin znanega izraelskega voznika Formule 1, kateri je upravičeno na moji osebni lestvici ducata najslabših voznikov vseh časov in to vam pove precej. Vsak zase se lahko vpraša na raznih testiranjih, ki jih vidimo v sezoni Formule 1, koliko je tistih pravih voznikov, tistih talentiranih, tistih, ki imajo nek potencial, in koliko je takih, ki so tam samo zaradi tega, ker imajo neko finančno zaledje. Pri Williamsu so začeli, po mojem osebnem mnenju, gledati v pravo smer. Pot bo verjetno še dolga, a kot bomo videli v zadnjem sklopu, verjetno bomo lahko v sezoni 2021 že videli kako zanimivo spremembo.
Namreč v našem četrtem sklopu se bomo zopet ukvarjali z argumentom vezanim na ekipo Haas. 4. marca sem v blogu Lea Turinja Profondo Rosso prebral, da za Mika Schumacherja je glavno v sezoni 2021, da ne bo zadnji. Vrli Leo navaja pogovor z Günterjem Steinerjem, kjer sta nekako prišla do zaključka, da v sezoni 2021 ekipa Haas sploh ne bo napredovala. Da celo niso porabili tistih razvojnih žetonov, ki so jih imeli na voljo. In tu poudarim, da v prvem sklopu sem povedal, kdaj bo sploh predstavljen nov bolid. Poleg tega je vsem znana tista zgodba, da je Ferrari naredil ločen oddelek za Haas, kjer so premestili Simoneja Aresto, in ta naj bi delal na bolidu sezone 2022, tista nova generacija. Kaj se gredo pri ekipi Haas, kot ponavadi ostaja skrivnost za vse nas, ljubitelje Formule 1. Zanimivo mi je to, da kar naenkrat iz tistega obetajočega, bodočega šampiona, kot so ga mnogi viri imenovali Mika Schumacherja, bomo videli nekoga, katerega je glavni cilj ta, da ni zadnji, da bo hitrejši od svojega moštvenega kolege. In tu lahko upravičeno sumimo, da Williams, kar se tiče tehnike, bi jih celo lahko prehitel. In če pogledamo rezultate, ki so jih imeli pri Haasu, se lahko strinjamo, da v lanski sezoni zaradi spleta okoliščin so nekajkrat prišli do točk. In ukolikor držijo te navedbe, jim bo letos življenje bistveno bolj otežavljeno. A to, da so pri Miku Schumacherju tiste pričakovanja bistveno nižja, še od variant, ki smo jih slišali pred nekaj meseci, me je presenetilo in ne v pozitivnem smislu. Seveda, do prve dirke ni več daleč, tako da bomo kar hitro ugotovili, kam sodi ekipa Haas in kaj lahko mi navdušenci res pričakujemo od Mika Schumacherja. To je tudi zadnji sklop za ta hiter tedenski pregled novic, čeprav je izdan na drugi dan kot ponavadi. Vseeno, hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.